Bi morda začeli najprej z vprašanjem kazenske ovadbe 4 vaših kolegov iz opozicije. Kaj mislite, da se bo zgodilo, oziroma tako bom vprašala, v postopku parlamentarnem je sprememba zakona o poslancih, vaš podmladek je imel akcijo, funkcionar ne sme biti kaznovan, pa vendar se zdi, da v bistvu to ne boste mogli tako spremeniti, ker ustava vendarle določa, da lahko vsak kandidira. Glejte, ta zadeva, ki so si jo naši mladi zastavili, smo v poslanski skupini zelo pozdravili, kajti če kdo mora imeti najvišjo stopnjo integritete in biti čist, so to funkcionarji. In zadeve smo proučili, seveda samo s to določbo ne bomo še vseh funkcionarjev naslovili, potrebni bo še odpreti kar nekaj zakonov, da bomo te stvari naslovili, ampak mislim, da nam bo uspelo in da je prav, da smo šli po tej poti. Se pravi, da dopuščate možnost, da bo do volitev zakonodaja tako spremenjena, da recimo nekateri poslanci, recimo te 4, če bo šel postopek tako hitro naprej, ne bodo mogli kandidirati? Ne, postopek ne more. Mislim, se poznamo poti oziroma poznamo tudi dolžine takšnih postopkov, ko se odkrivajo kazniva dejanja, te stvari ne tečejo tako hitro. Tako da, če razmišljate o tej smeri, da je bilo to na kakršenkoli način sproducirano ravno zdaj, da bi se ulovili še ti meseci do volitev, bi rekla, da je res špekulacija, ki ne da veliko realne osnove. Se pravi, da so ovadeni lahko vsaj glede tega, recimo brez skrbi v narekovajih. Gibanje Svoboda ima finančnega ministra. V politiki je že čutiti nervozo pred bližnjimi volitvami, ki bodo najverjetneje spomladi. Zdaj vas bom vprašala takole, ali lahko računamo, da boste v Gibanju Svoboda skrbnik javnih financ, da se ne bodo pred volitvami v živčnosti in želji potem, da bi dobili javnomnenjsko podporo na različne načine, skrbeli za to, da se ne bojo izdatki povečevali. Pa bom tukaj dodala še pod vprašanje, v Gibanju Svoboda so vaši kolegi predlagali recimo zakon o povračilu vojne škode iz druge svetovne vojne, do katere bodo upravičeni samo ob vlogi, se pravi, nikomur ne bo treba dokazovati, da bi dobil teh 8.000 evrov, ali ni to tudi na nek način predvolilni bombonček? S tem se nikakor ne strinjam. Če zdaj začnem na koncu, ni to nikakršen predvolilni bombonček. Društvo izgnancem oziroma zveza sta si za ureditev tega področja prizadevali vrsto let, se pravi vse od takrat, ko so se jim te krivice zgodile. To je minimalno, kar smo lahko naredili za naslovitev te krivice. In dejstvo je, da se bo izplačevala ta odškodnina v 4-letnem obdobju, se pravi 4-krat po 2.000 evrov, kar pomeni minimalen vpliv na javne finance. Zavedamo se naše odgovornosti, imamo finančnega ministra, smo najmočnejša stranka v vladi in vemo, da moramo biti pravi skrbnik javnih financ. O tem pričajo bilance v končni fazi in kako uspešni smo pri zmanjševanju javnega dolga. Naše odločitve niso bile in ne bodo povezane z volilnimi bombončki, ker smo žal te stvari doživeli v vseh preteklih letih. In ko smo prišli na vlado, smo ravno ugotavljali, kako so vse stvari parcialno urejene, nič pa na sistemski ravni. In tukaj smo bili mi tisti prvi, ki smo se ukrepov na različnih področjih lotili sistemsko. Zdaj bom malo parafrazirala vašega predsednika. On govori, da naslavljate teme, ki jih niso naslavljale vlade v zadnjih 30 letih. Zdaj ste vi šli že toliko nazaj, da v bistvu ste povedali, da 80 let, kar je od druge svetovne vojne, niso pač rešili tega vprašanja ustrezno. Gospod Golob je poslal neko navodilo ali pa priporočilo pred časom, da je treba vse pomembne politične projekte spraviti skozi parlamentarno proceduro do poletja. Marsikdo se je spraševal, če mislite iti na predčasne volitve, temu ni tako?
Verjetno nisem zraven sedela, ko je bilo to navodilo dano. Ministrstva so ga dobila. Glede na to, kaj vse imamo v tem trenutku v proceduri in da imamo sprejet terminski plan za september in tudi okvirni za oktober, vemo, da to navodilo ali ministrstva niso upoštevala ali pa dejansko ni bilo na tak način dano. To pa v navezavi s predčasnimi volitvami vsekakor ne more držati. No. Ogromno stvari imamo še za narediti, tega se zavedamo in rokave imamo še kar zavihane, kot da volitev tudi drugo leto še ne bo. Skratka, delamo. No, bomo o vsebini rekli še kakšno v nadaljevanju. Ta teden je bila ustanovljena parlamentarna skupina prijateljstva s Palestino. To je bil predlog Gibanja Svoboda, zato ste tudi ustrezno spremenili pravilnik, ki zdaj omogoča, da je takšna skupina lahko ustanovljena tudi brez poslancev opozicije. Ali lahko poveste, čemu je to namenjeno, glede na to, da Palestinci nimajo v bistvu parlamenta, mislim, da so bile zadnje volitve, če se prav spomnim, leta 2006 in da se vse v tej državi sprejema z odloki. A veste, bom iskrena pri tem vprašanju. Ves čas od nastopa samega mandata smo si aktivno prizadevali, da priznamo Palestino. Mnoge države so to naredile že prej, v Sloveniji žal za to v preteklosti ni bilo interesa, pa je več kot prav in pravično, da smo to storili. To, kar se dogaja danes v Gazi, je milo rečeno sramota v bistvu za svet, da se danes te stvari na takšen način dogajajo. In mi vsi to nemo spremljamo, pomembna so pa dejanja. Tudi če so tako majhna, na nek način na simbolni ravni, kot je ustanovitev skupine prijateljstva s Palestino. Ponosna sem, da sem del ekipe Svoboda in da se lotevamo tudi tako majhnih simboličnih dejanj, ki so pa pravilne. In ker vsaka taka majhna stvar lahko potegne za seboj neko večjo stvar. Pred vami je glasovanje o predlogu Levice o posvetovalnem referendumu o oboroževanju, da tako poenostavim. Kaj mislite, kakšen bo izid glasovanja? Glede na to, kar se v zadnjih dneh dogaja, pričakujem, da sicer referendum ne bo izglasovan, verjamem pa, da bo rezultat lahko šel tudi na tesno, vkolikor se bo SDS držal napovedi, da bodo glasovali za. Jih sicer pri tem ne razumem, ker ne vem, kakšno je v tem primeru njihovo sporočilo, namreč referendumsko vprašanje glasi, ali ste za dvig obrambnih izdatkov na 3% do leta 2030, ali bodo morda oni štartali potem v kampanjo, če pa potencialno pride do samega referenduma, da bodo svojim volivcem govorili, se mi nismo za 3%, mi smo itak za 5-6% in več. Ne? Tako da ne vem, kakšno taktiko bodo jutri dejansko ubrali. Vas bom prosila še za komentarje, ne špekulacije v zvezi s tem. Slišati je ocene, da je v bistvu to predstava za javnost, da ste se v Gibanju Svoboda z Levico dogovorili, da se bo na ta način malo krepila v javnomnenjskih anketah. To pa sprašujem tudi zaradi tega, vi ste menda prišli na ponedeljkovo mini koalicijo bolj na koncu, ne vem, ali ste bili zraven pri tej razpravi, ki se je odvijala. Povedali so mi, da je gospod Robert Golob, ko je izvedel, da bo poslanska skupina SD-ja glasovala za referendum, bil slabe volje in da se je slaba volja usmerila na SD, čeprav je izvorni greh pravzaprav na Levici, ki je ta predlog dala. Glejte, tako bom rekla, Levica je dala ta predlog. Mi spoštujemo oba naša koalicijska partnerja, poznamo njihove vrednote, poznali smo njihov volilni program, ko smo štartali v skupno koalicijo. Mi smo demokratična koalicija, se kdaj tudi ne strinjamo stališči drug drugega, a se spoštujemo in upoštevamo. Tako da, ko so oni prišli z idejo oziroma z aktom o vložitvi referendumske pobude, smo pač to sprejeli. Zdaj, da se je SD odločil glasovati za ta referendum,
pa bi v bistvu raje rekla, da je to del njihovega PR-a v tej zgodbi, ker računajo, da bodo s tem lahko kakšno točko pa dobili pri svojih volivcih. Jaz iskreno upam, glede na to, da je vlada pripravljala resolucijo, da resolucija, prednje je prišla v državni zbor, je bila potrjena na vladi tudi z glasovi SD-ja, da bodo svojo odločitev še dodobra razmislili pred jutrišnjim glasovanjem. Tudi o resoluciji so glasovali 2, njihova poslanca sta bila za, 3 so bili vzdržani, 2 pa ni bilo. Kaj to pomeni, da boste še z SD-jem mogoče kaj na to temo rekli v okviru usklajevanj koalicijskih pred... Ves čas se o tem pogovarjamo, da. Kako pa vidite vi osebno, vas bom vprašala, ne kot vodjo poslanske skupine Gibanja Svoboda, to burlesko pravzaprav z glasovanjem na vladi, najprej famozna točka 6Č, ki je ni opazil nihče na dnevnem redu, kaj šele, da bi prebral gradivo, potem pa tudi glasovanje glede samega stališča na vladi, o samem stališču vlade do te točke, ki je pred vami v petek. Iskreno povedano, danes sem se preko enega izmed medijev seznanila, kako je to potekalo, kako so se zgovarjali o prestavljanju točk na začetek, pa konec, pa kdo je kdaj šel iz seje. Ja, burleska je to, tako kot ste razložila. Naša vlada dela odgovorno in potem verjetno pride Vaša vlada, vaš del vlade, mislite? Tako, naš del vlade dela odgovorno, ja. Gradiva v končni fazi spremljamo tudi poslanci, ker smo odgovorni za te stvari. Mi spremljamo tudi gradiva na odborih vlade, ker moramo biti pozorni na stvari, ko prihajajo potem v državni zbor v odločanje, da ne prihaja do takšnih čudnih situacij, ne? Ker jasno je, da se itak najprej potrjujejo stališča o nekih zakonskih okvirih, ki potem pridejo naprej. Tako da meni je zadeva čudna, pa rekla bi tudi na nek način neodgovorna. Tako glede samega sprejemanja na vladi prejšnji četrtek, kot tudi potem, kaj se je dogajalo z mnenjem vlade, vezanem na sam referendum. Kdo je glasoval za, kdo ni glasoval za, kdo je glasoval proti, se ne veš več. Mi smo konsistentni glede tega. Naše stališče je jasno pri tem. To, kar sedaj počne Levica, dejansko v bistvu predstava za javnost. Sama si mislim, da če bi jaz bila proti temu oziroma za referendum, da bi seveda se potrudila in ne bi pač šla na dopust, se lahko tudi na dopustu glasuješ, ne, ali pa pooblastiš nekoga, da te zastopa na vladi, naprimer gospod Luka Mesec bi zastopal stališče preostalih 2 svojih ministrskih kolegov. To se nam reč da. Glejte, o njihovih postopanjih jaz ne bom sodila, v poslanski skupini Svoboda smo resni. Tudi strani Levice, ne? Ne bi rekla, ne. Se kdaj zgodi komu, veste, da mogoče res ne more glasovati iz nekih objektivnih razlogov, tako da ne bi tega tako štela. Ne, rekla sem, da bi lahko kolega od gospoda Luka Mesca, ki je edini glasoval, pooblastila, da bi glasoval v njunem imenu tudi, a ne. Dobro, pustimo Levico, pa gremo k vam nazaj. Ta teden je bil vložen predlog zakona o socialnih prispevkih, podpise so dali Levica, SD, Miha Kordiš in vaša nekdanja poslanka Mojca Šetinc Pašek. Pravijo pa, da bodo sedaj uredili to, kar ste se zavezali, ko ste govorili, da boste ukinili dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Gibanja Svoboda ni zraven, ali ste dobili ponudbo za ta podpis tega predloga? Gibanje Svoboda, poslanci Gibanja Svoboda nismo prispevali podpisov. Ste pa dobili vabilo? Tako je, dobili smo povabilo, smo se nanj tudi korektno odzvali, tudi medijem smo svoje sporočilo in stališče pri tem posredovali. Zavedamo se, da smo to obljubili, zavedamo se, da smo s tem štartali tudi v samo vlado in se pravi z našim programom te stvari naslavljali. Je pa prav, da tudi mediji veste, da smo bili mi tisti, ki smo naredili prvi korak z vložitvijo poslanskega zakona,
ki je znižal do takrat tisto dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki bi ga danes plačevali, špekuliram zdaj lahko, ampak 55–60 evrov pa zagotovo, in s tem naredili pomemben korak za vse v bistvu ljudi, 95% ljudi je ta prispevek plačevalo, da ni prišlo do tega dviga. In ves denar, ki se danes steka z tem prispevkom, ki smo ga potem uvedli, nadomestili, spremenili v obvezni prispevek, se steka v blagajno zdravstvene zavarovalnice, ne? In ves ta denar služi upravljanju storitev v javnem zdravstvu. Predtem temu ni bilo tako. Se pravi, ubili smo dve muhi na en mah. Dobičke, ki so jih ustvarile komercialne zavarovalnice, smo prekanalizirali v zdravstveno blagajno, ob tem pa za ljudi se ta dodatni zdravstveni prispevek ni povečal. Seveda, zavedamo se, da manjka še en korak, to je pa predlog recimo Glasa ljudstva, ne? Ampak ne na takšen način, kot je podan. Se pravi, kot smo na začetku rekli, smo skrbnik javnih financ, zavedamo se, kaj je naša naloga, in na takšen način ga ne moremo sprejeti, in zato se nismo podpisali. Smo pa pozvali vlado, smo pa pozvali ministrstva, da proučijo tako njihov predlog, kot pripravijo izboljšan predlog, ki bo zagotavljal vzdržno zdravstveno blagajno. To je tisto naše prvo, za kar moramo skrbeti, in ne narediti s takšno odločitvijo luknje v zdravstveni blagajni, ker to pa ne bi bilo dobro za ljudi. Vas lahko prosim za pojasnilo pravičnosti, o kateri vsi govorite. Če izhajam recimo iz sebe ali pa iz vas, ker imate tudi verjetno solidno vredo plačo. Tako, ne? Lahko rečemo tako. Ja. Tako vi kot jaz dajeva več v zdravstveno blagajno od svoje plače. Tako vi kot jaz nimava zaradi tega več možnosti, da bi prišli do zdravstvene storitve. Če boste tako vi kot jaz plačevali zdaj še več iz naslova tega dodatnega obveznega zdravstvenega prispevka, se meni zdi krivično, ker plačujem vsa leta svojega življenja v zdravstveno blagajno več, od tega pa nimam nič. Zakaj bi bili potem nepravični do mene? Bom tako rekla, dobro izhodišče. Ker nas je manj in smo manjši del volilnega telesa? Dobro izhodišče ste dala, da, strinjam se, še vedno, ne glede na to, da se tega drugega dela nismo lotili še midve, in ljudje z višjimi prihodki plačujejo v zdravstveno blagajno več. Vsi, ne samo midve z višjimi prihodki, ampak nov sistem, ki ga je Glas ljudstva predlagal, bi pa tangiral samo mogoče manj kot 10% prebivalstva. Že danes pa vemo, da prispevek za zdravstvo plačujemo v bistvu vsi glede na našo plačo, se pravi tisti z višjimi plačami več in tisti z nižjimi plačami manj. Storitve se opravljajo v javnem zdravstvu za vse pod enakimi pogoji. Veste, zavedati se pa moramo, da je naš sistem naravnan solidarnostno, na to sem ponosna. Ponosna sem, da ga krepimo v tem smislu, kajti zdravstvene storitve se njihova višina z leta v leto viša. Viša pa se zato, ker se prebivalstvo stara in se opravi bistveno več storitev. To so vse znane stvari in tudi dražijo se storitve in zdravila. In tudi več diagnoz se danes zdravi kot v preteklosti, in zato moramo solidarno prispevati v ta sistem. Solidarni smo na marsikaterem področju, ne? Se mi zdi, da se ta vlada zelo približuje na področju takšnih odločitev skrajno levi strani in neliberalni, kar bi recimo pričakovali konec koncev tudi od vašega finančnega ministra ali pa predsednika vlade. Pričakujete neskončno solidarnost, v bistvu pa dodatno obremenjujete kar naprej tudi srednji razred. Tako bom rekla, skrajno levo se sploh ne približujemo, ne? Pri nas še Levica ni tista skrajno leva stranka v naši koaliciji, ker če bi bila Levica skrajno leva stranka, jih ne bi zapustil Miha Kordež, ne?
Tako da se s tem ne strinjam. Je pa prav, da si znamo povedati, kaj pomeni solidarno. Midva sva zdaj obe zdravi, imamo to srečo, so pa bili časi, ko smo recimo zaradi bodisi rojstva otrok ali pa ko smo bili mlajši, potrebovali storitve javnega zdravstva v večjem obsegu. In nekoč bomo zopet večji uporabniki javnih zdravstvenih storitev. In mogoče ne znamo tega danes na pravilen način povedati. Prav je, da smo solidarni. Zdravstvene storitve potrebujemo ne v neki ravni črti, ampak z neko dinamiko. In jaz osebno menim, da je prav. Solidarnosti, ki jo pričakujete, bodo nekateri imeli nižje pokojnine, a ne? Ki so plačevali vse življenje več v pokojninsko blagajno. Ker so zmogli več plačevati, dajva tako reči. Ker so morali, ne? Ja, ne, in so na koncu zmogli, ker so imeli takšne pokojnine. Ker ste omenili, da ste prvi naslovili to vprašanje, ne, dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Takrat je prišlo v javnost, vaša nekdanja kolegica Mojca Pašek Šetinc je to povedala, mislim, da tudi v intervjuju za enega od medijev, da ste pregledovali poslanske telefone, kdo je povedal to novinarki, ki je to prva objavila. Ali je bil to edini takšen primer ali imate takšno strogo ureditev še naprej? Glejte, meni ni nihče telefona pregledoval, pa tudi jaz ga nisem takrat nikomor pregledovala, čeprav sem bila namestnica vodje poslanske skupine. Naša bivša sodelavka pa je marsikaj povedala in marsikomu, tako da jaz ne bi odhajala na čas nazaj. Dajmo vsak svoje delo delati in se z delom dokažemo. Preden boste odšli na počitnice, vas čakata še dve interpelacije. Ena je o delu ministrice za kulturo, drugo pa o delu vašega strankarskega kolega, notranjega ministra Boštjana Poklukarja. To je že druga interpelacija o njegovem delu. V oddaji Tarča, ne vem, če ste jo gledali, je bilo rečeno, da so dobili pisno potrditev Ministrstva za zunanje zadeve, da je ministrov kolega in mislim, da sorodnik šefice njegovega kabineta vedel, da poteka proti njemu kriminalistična preiskava glede domnevne trgovine z ljudmi. To se mi zdi kar močan očitek, da je ta informacija prišla ven, seveda ne vemo in ne moremo pač ministra obtožiti ali pa šefice njegovega kabineta, da je to sporočil, kar naj ne bi imel teh operativnih podatkov na svoji funkciji, ampak vendarle se vam ne zdijo te očitki, kar precej hudi, vam je minister že pojasnil, kaj se dogaja, ker videlo se je, kako je bežal pred novinarji na to temo. Minister nam je situacijo pojasnil. Prav tako je z ministrom prišla do nas vodja kabineta, ker smo želeli ta pojasnila. Veste, ko se nas 39 usede v poslansko, ljudi, se pravi naše ministre, temeljito izprašamo in želimo jasna pojasnila. Ministru verjamemo, da ni bil seznanjen, da poteka kakršenkoli predkazenski postopek v zvezi z bratom njegove vodje kabineta. Vodje kabineta pa je v vsej zadevi bilo tudi, vsaj to je moje osebno stališče, precej hudo, nelagodno in tudi je povedala, da je težko, ker to zanjo in za njeno družino pomeni sramoto. Sta pa oba zatrdila, da vkolikor je že zdaj v nekem predkazenskem postopku in je storil karkoli narobe, pa se naj zoper njega, tako kot vse ostale državljane, ukrepa v skladu z zakonodajo. Ste v koaliciji že rekli kakšno na temo podpore ministru ob glasovanju o interpelaciji? Sprašujem vas, če je varen na svoji funkciji. Smo se že pogovarjali, zaenkrat, vsaj do mene, pa sedimo tudi na usklajevanjih z vodji koalicije, ni prišlo na nikakršen način, da ministru ne bi zaupali, se pa bo minister z njimi tudi srečal v njihovih poslanskih skupinah še pred samo interpelacijo. Omenili ste, da vas je 39, dva kolega ste izgubili, eden je odšel gospodu Anžetu Logarju, že v večkrat omenjeno Mojco Šetinc Pašek pa ste izključili.
Javnomnenjske ankete kažejo, da Gibanju Svoboda ne bo uspel ponovni veliki met in se bo vaša poslanska skupina močno zmanjšala. Ali se že pogovarjate s poslanskimi kolegi, kaj bodo, se že kakšne službe urejajo? Ne. Nimate pogovora o tem, seveda se ne kregate, ve se, da poteka postopek kandidiranja, evidentiranja. Tako je, ne. V naši poslanski se, da bi se kregali na to temo, ne, se pa kdaj od srca nasmejimo. Med nami so tudi poslanci, ki so že bili poslanci in nam govorijo anekdote, ki so se jim dogajale v prejšnjih mandatih, torej s tem, kaj mediji pišejo, kakšne so potem objave na socialnih omrežjih in tako naprej. Se pogovarjamo, nikakršne histerije med nami pa ni, sploh pa ne na takšen način, kot to vam prihaja. Ne. O tem se sploh še nismo pogovarjali, no, kje bo kdo kandidiral. Najprej moramo iti z evidentacijskimi postopki. Ja, ta se konča, mislim, da konec avgusta, če sem si prav zapomnila, da imate do konca avgusta. Verjetno, da ali do začetka. Samo še dve vprašanji. Nastaja nova stranka gospoda Vladimirja Prebiliča, pri njej sodelujejo tudi nekateri vaši kolegi, eni nekdanji, eni še sedanji, po moje. Kaj se je zgodilo, da vas je recimo zapustil gospod Brane Goljubović, ki je bil vodja poslanske skupine LMŠ-ja, pa mislim, da je bil tudi svetovalec ali strokovni sodelavec poslanske skupine? Če sem iskrena, s tem nisem seznanjena, da bi nas gospod zapustil. Res pa, da nimam nekih stikov z gospodom Branetom, no, tudi nisem nikoli imela, tako da tega ne poznam. Vstop gospoda Prebiliča je v demokratični družbi pač legitimna, normalna zadeva. To, da se mu pridružijo tudi, bom rekla, recimo, da sredinsko misleči ljudje, ki mogoče niso bili pri nas zadovoljni ali pa njihove potrebe ali posebne ambicije niso bile v dovolj veliki meri naslovljene, je pač dejstvo in od tega ne moreš zbežati. Verjamem, da ni nič narobe s tem, da se pojavi kakšen novi obraz, sploh če ima legitimne prave namere, torej delati dobro za ljudi. Če pa si domišljajo, da bodo lahko reševali svet oziroma Slovenijo, se mi pa zdi v tem trenutku, ko je dejansko Svoboda normalizirala stanje v tej družbi, ga spravila v okvire pravne in demokratične države, zdi pretirano, no. Smo na dobri poti, ogromno področji smo sistemsko naslovili, torej z reformami, o katerih se je z nas norčevalo tako rekoč leto oziroma 2 leti, ampak danes te reforme so sprejete, že dajo prve rezultate, kot vsaka reforma, pa ne morejo kazati rezultatov takoj. Reforme se delajo zato, da se stvari, sistem, področje uredi za daljše obdobje. Omenili ste sredinskost, se strinjate z gospodom, nekdanjim predsednikom Republike Milanom Kučanom, ki pravi, da je sredina prazna množica? Če gledamo ideološko, potem bi rekla, da se strinjam, ja. Še to vprašanje, preden se boste podali na parlamentarne počitnice, kaj si želite, da bi vam uspelo v vroči politični jeseni še spraviti skozi parlamentarno proceduro? Vsaj pomembne zakone, ki so že v proceduri, da. Pokojninska reforma je tista prva stvar, ki jo res moramo spraviti čez, ker naslavlja oziroma ker daje boljše pogoje tako za že sedanje upokojence kot za upokojence, ki bodo šele v sistem vstopali, predvsem pa je ambiciozna in pozitivno naravnana za mlade, ker želimo, da tudi mladi zaupajo zopet v zelo solidaren sistem pokojninske reforme. To je ena od stvari. Druga stvar, ki si jo res iskreno želim, je, da sprejmemo vse zakone, o katerih so se ljudje izrekali na volitvah. Zdaj v tem trenutku nam precej dobro kaže, oziroma odlično kaže na Zakon o prostovoljnem končanju življenja. Ta zadeva je dejansko tik pred zaključkom, torej tik pred glasovanjem v Državnem zboru, potem
zakon o medicinski rabi konoplje. Mislim, da ni koalicijsko usklajen, kot sem slišala. Glejte, koalicijsko je usklajen v tej meri, da gre naprej. Ne? In verjamem, da se bo do konca skristaliziralo tudi glede koalicijske uskladitve, ker tiste dileme, ki so odprte za SD, bodo naslovljene v zakonu o osebni rabi konoplje, ki je tudi že v koalicijskem usklajevanju, tako da tudi tu računam, da je zadeva čisto v redu in da bo šla skozi. Glede na zadnje pogovarjanje o spremembi volilnega sistema in uvedbi preferenčnega glasu, pa smo v tem trenutku zopet optimistični, sploh na izjavo gospoda Tonina v Tarči, ki je rekel, ukinite volilne okraje, pa imate našo podporo. Tako da tle upamo, meni se včasih kolegi nasmejajo, ko še kar verjamem NSi-ju, pa ko so nas že tolikrat izneverili v svojih izjavah in svoji podpori, ampak tokrat verjamem, da bodo prispevali svoje glasove. Zakon o volitvah v državni zbor je bil že posredovan vsem partnerjem oziroma vsem koalicijskim strankam, tudi nepovezanim, v sopodpis. SDS-u tega nismo poslali, ker že od samega začetka tako možnost odklanja. Tako da upam, da se bomo tukaj najdli in dosegli tisto potrebno dvotretjinsko večino. Potem pa mogoče bi še to želela povedati. Želim si tudi, da vse, kar smo zastavili na področju šolstva in visokega šolstva, speljemo do konca. Pa dva pomembna zakona sta še z področja urejanja prostora, ki bosta olajševala postopke umeščanja v prostor tudi na ta način, da bodo predvsem bolj učinkoviti, sta še v proceduri in tudi za te dva si želim, da bosta sprejeta. Pa verjetno sem zdaj še kaj pozabila. Vprašanje je sicer, kako bo glasovala NSi glede na to kazensko ovadbo in očitke o zlorabi policije, ki prihajajo iz te stranke. Glejte, tle bi vam čisto rekla, to se je nakazovalo, da se bo zgodilo, Tonin je pa to rekel potem, ko se je že vse skupaj zgodilo. Tako da ne bi smelo... Tonin ne bo več predsednik NSi, tako da vprašanje, koliko je teže ima njegova beseda. In če so iskreni do svojega volilnega telesa, ta zakon oziroma to področje je dobilo na referendumu 70% podporo. To ni samo koalicija, ne? Tako so želeli tudi njihovi volivci in če bodo iskreni pri tem, potem ta ovadba ne sme vplivati na ureditev tega področja. Za konec vas bom prosila še za hazardiranje. Če vas vprašam, če bi stavili, vas prosim, ne mi reči, da ne igrate iger na srečo, če vas vprašam, koliko možnosti je po vašem, da boste zmogli priti do guvernerja Banke Slovenije do konca mandata, kaj mi boste rekli? Ne bom več govorila o 100%, ker sem bila dolgo časa prepričana, da to pa res ne bo takšen problem, ampak očitno je nastal problem. Recimo, da bi rekla, da smo na polovici. Hvala lepa. Prosim. Hvala vam za povabilo.